Pozdravljeni. Prvi dan testiranja v Bahreinu je že posegel z pravim presenečenjem. Namreč pri ekipi Audi so pokazali pravo verzijo B njihovega R26. Poglejmo si skupaj, kot običajno, zakaj gre. Kar so pokazali pri ekipi Audi na prvi dan testiranja v Bahreinu, zahteva seveda prav poseben prispevek. In tudi tokrat bomo videli, kako so lahko nekateri analitiki površni in ne vidijo vseh zanimivih točk, in po drugi strani, kako ne poznajo globoke zgodovine tehničnega razvoja Formule 1. A verjetno vse vas zanima, kako izgleda ta, imenujemo ga R26B, ki so ga pri Audiju pokazali na progi v Bahreinu. In tu vidimo tisto fotografijo, kjer so pred zadnja kolesa razpleli mrežo senzorjev, ampak verjetno je vaš pogled najprej padel na čisto drugačne bočne strukture. Ampak do te točke bomo še prišli. Namreč toliko novosti je na tej B verziji Audija, da bi lahko marsikaj zanimivega izpustili. Najprej si bomo ogledali malce bolj od blizu prednji aerodinamični stabilizator. In tu se je pojavilo nekaj, kar verjetno marsikdo izmed vas ni pričakoval. Podobno kot pri ekipi Racing Bulls imajo sedaj pri Audiju dva ločena sistema za dvig in spust možnih aerodinamičnih stabilizatorjev. Na tisti prvi verziji je bil mehanizem tam v nosnem konusu in lociran približno na sredini. Vidimo sedaj, da praktično verzije, ki so nam jih pokazali, še zdaleč niso takšne, kot jih bomo lahko videli prvi dirki veliki nagradi Avstralije. In seveda sedaj, če si ogledamo končno, kako izgleda, vsaj na bočnih strukturah novi Audi R26B, kaj ti lahko dejali? Že na samih predstavitvah smo videli dve ločeni zadevi, namreč maketo, ki so jo tudi marsikdaj analizirali, in oni prvi pravi R26. Ampak v obeh primerih smo lahko zapazili horizontalne reže tam na bočnih strukturah. Sedaj so vertikalni. In marsikateri, imenujemo ga poznavalec, je takoj začel skorajda isterično vzklikati Mercedes dvojni V13. Čeprav Audi R26 v tej novi verziji, imenujemo jo B, še zdaleč ni po konceptu podoben tistemu bolidu. Če mi je dovoljena neka primerjava, ta nova verzija Audija je še najbolj podobna Ferrariju 640, ki je imel prav takšne ozke vertikalne hladilne reže in seveda na to se je bočna struktura razširila. Podobno kot pri Audi. In seveda verjetno marsikdo ne pozna bolidov iz sezone 1989, kar me po drugi strani prepriča v dejstvo, da sem precej star. A to sedaj ni tako važno. Pri Audiju lahko vidimo še marsikaj drugega zanimivega, vsaj iz tistih fotografij, ki so do tega trenutka na voljo. Ne samo
dokaj neobičajno obliko bočnih struktur, kjer se zadeve najprej razširijo navzven in nato zopet zožajo. Vidimo kar očitne škrge tam na vrhu pokrova pogonskega sklopa in na sami bočni strukturi, na tistem padcu je opazen izjemno poudarjen tobogan. Sedaj, če se spomnimo, kako je izgledal Audi v tisti varianti A, so bočne strukture lepo odšle skorajda ravno proti zadku, sedaj strmo padajo. In že to je čista sprememba koncepta. In tu bi lahko dejali, da pravzaprav s to potezo so pri Audiju dosegli, da marsikatera njihova ideja sedaj, vsaj na prvih dirkah, ne bo prišla v poštev pri ostalih ekipah. Med tistimi zanimivimi rešitvami pa res malce spominjajo na Mercedesa dvojni V13, je tisti krog proti udiranju pri bočnih. Vidimo ga, kako je postavljen praktično na skrajno zadnjo pozicijo, ki je možna, in kako sega izven same bočne strukture. In to je seveda nekaj, kar nam kaže, da pravzaprav je celotna bočna struktura dokaj zožena. Rad bi vam pokazal še dve zanimivi fotografiji. Prva se nanaša na ta vratica, ki jih vidite sedaj. Praktično ni nam jasno dano vedeti, čemu služijo, ampak sam mislim, da skozi to odprtino lahko mehaniki napolnijo pnevmatski sistem za same ventile, namreč v bolidih Formule 1 imajo vzmeti na sami glavi. In druga zanimiva fotografija je pa tista, ki smo jo v resnici že videli, ampak nisem vas opozoril na neko malenkost. Poglejte sedaj tu prednjo premo Audija R26. Zopet isto zadnjo vpetno točko zgornjega trikotnika. Kako absurdno nizko je postavljeno. Praktično na spodnji del šasije. Ne trdim, da pri drugih ekipah niso dosegli podobnih rezultatov, ampak tu se jasno vidi, v kakšne ekstreme so šli pri Audi. In sedaj verjetno tisto, kar bo marsikoga zanimalo. Verjetno se bo marsikdo strinjal z menoj, da vsaj kar se tiče estetskega okusa, ta prava verzija B Audija R26 ni prijetna na pogled. A zavedati se moramo nekega dejstva. Bolid ni tam zato, da ga občudujemo, ampak je na progi z izključno enim namenom, da zmaguje dirke, da je hiter. Če bo Audi R26 v takšni obliki tudi uspešen, bo všeč, hočeš nočeš vsem nam. A toliko o tem presenečenju, ki smo ga bili deležni že na prvi dan testiranj v Bahreinu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.